Hvala lepa, Jernej. Hvala tudi gospodu ministru, da me je danes prišel podpreti. To je v nizu zdaj že ne vem katera podpora ministra slovenske vlade, ki mi resnično veliko pomeni. Še posebej, ker prihaja iz resorja, kjer sem tudi jaz začel politično kariero oziroma upravno kariero, ko sem se zaposlil na Ministrstvu za obrambo pred skoraj 2 desetletjema. Tako da sem z tem resorjem tudi na ta način nekoliko povezan. Kot veste, sem bil takrat postal šef kabineta pri obrambnemu ministru Janezu Janši. To so bili taki romantični časi, ko se je gradila Slovenska vojska ali pa vzpostavljala. Takrat so še bile drugačne obrambne strukture, kot je danes. Še zdaleč tega nismo bili v NATO. Takrat smo se komaj približevali, mislim, da se je reklo partnerstvo za mir, neka asociacija držav, ki so želele vstopiti v obrambne strukture NATO-vih sil. Torej, kot veste, mi ustava daje odgovorno nalogo, to je biti kot predsedniku republike vrhovni poveljnik oboroženih sil, obrambnih sil. V ta resor Ministrstva za obrambo pa spadajo tudi nekateri drugi, recimo podsistemi, med drugim tudi gasilci, civilna zaščita, reševanje. Zanimivo je, da so tako kot vojak in gasilec dva poklica, ki za Slovenijo med najbolj cenjenimi, zlasti recimo v gasilcih lahko rečemo, imajo izjemno veliko tradicijo na Slovenskem, odkar je Rajnka Avstro-Ogrska pred stoletjem in pol dovolila organizacijo društvenih organizacij, so se kot gobe po dežju v Sloveniji pojavljale razne gasilska društva. In moram reči, da smo Slovenci prednjačili v primerjavi z ostalimi narodi po številu tovrstnih društev, pa tudi po opremi in podobno. Tako da danes imamo vrsto društev, ki praznujejo častitljive obletnice obstoja. Večkrat sem se spraševal, zakaj, kakšno vlogo ima gasilstvo v slovenski naturi, slovenski kulturi. In očitno Slovenci smo radi nosili uniforme, glede na to, da niso imeli nekoč svoje vojske, svoje države. Smo se radi identificirali z nekimi simboli, ki so tudi poudarjali nacionalni pomen. In zanimivo je, da so ravno gasilska društva v tej zgodnji fazi odigrali zelo pomembno vlogo pri nacionalnemu samozavesti, recimo, slovenskega naroda. Danes igrajo prav tako pomembno vlogo, praktično ni večje reševalne akcije, kjer gasilci ne bi bili zraven, ne gre samo za požare, ampak njihovo delo zahteva tudi usposobljenost na vrsto drugih področji in podobno je tudi z vojaki. Torej, kot sem že prej omenil, danes je vojska precej drugačna, kot je bila včasih, ko je nastajala Slovenska vojska ali pa ko se je oblikovala ta struktura. Slovenska vojska je postala dejavni člen NATO struktur in sodeluje v mnogih akcijah po svetu, kjer vzdržuje varnost in mir, torej dve pomembni vrednoti in tudi danes je svet namreč tak, da brez vojske, brez NATO recimo bi težko vzdrževali nekatere vrednote, na katerih temelji civilizacija, zlasti naša, to je varnost, svoboda in pa tudi mir. Danes se seveda minister srečuje poleg svojem delu tudi z mnogimi težavami, kot vsi ostali, zato ker se krčijo tudi proračunska sredstva, tudi za njegov resor, ampak jaz sem prepričan, da glede na izkušnje, ki jih imamo, ker je Slovenska vojska zelo učinkovita in operativno dobro usposobljena, tudi ocenjena, da bo tudi z manj denarja gospod minister uspel ohraniti takšen nivo obrambe kot tudi doslej. Govori se o novem konceptu Smart Defense, ki poskuša z omejenimi sredstvi zagotavljati enako kakovost storitve. Torej, še enkrat bi rad poudaril, da sem zelo vesel, da je minister danes tukaj z mano, da me je prišel podpreti in jaz upam, da če bo ugoden razplet na teh volitvah, da bova zelo dobro sodelovala. Hvala lepa.